Med številnimi starimi objekti, potrebnimi prenove, je veliko hotelov. V Škofji Loki je hotel Transturist propadal skoraj 20 let in v tem času zamenjal ničkoliko lastnikov. Dokler v zgodbo ni vstopil naš vrhunski kolesar Luka Mezgec in s še 3 soinvestitorji spisal novo poglavje hotela. Bo že držalo, da ko so zraven slovenski športniki, se hitro vse spremeni v nekaj bolj žlahtnega. Luka, kot vrhunski športnik ste zagotovo prespali veliko noči v nekih tujih hotelih. Zato me zdaj zanima, kakšen je občutek biti ali pa spati v svojem hotelu in kako ste sploh prišli na idejo, da se podate čisto na novo turistično pot? Ja, res je. V bistvu kot športnik, kot kolesar preživim nekih 210-220 dni na let po hotelih. Nekako pot do lastnega hotela me je pripeljala bolj po naključju. Bili smo v bistvu prijatelji, ker smo si zamislili tole zgodbo in moram priznati, da sem šele 2-krat spal oziroma 3-krat v našem hotelu te 3 noči so bile res kvalitetne. Ampak, a se spomnite prvega trenutka, ko ste vstopili v tale hotel, ki je bil menda zelo dotrajan, kar 2 desetletji je propadal? Kaj je bilo takrat v vas? Ja, skoraj 2 desetletji. V bistvu so bile samo stene, kar je ostalo od hotela od prej. In moram pa reči, da takrat, ko je bil hotel originalen, grajen tukaj, da so v bistvu uporabljali zelo kvalitetne materiale, zelo veliko železa so dali v stene, tako da tisto, kar je ostalo, je res stabilno. V hotelu je 52 sob. Največ je standardnih dvoposteljnih, 2 sobi sta namenjeni tudi gibalno oviranim osebam, imata širše hodnike, vrata in prilagojene kopalnice. Potem so tu družinske sobe ter nadstandardne suite z 2 kopalnicama in 2 ločenima prostoroma. Prav posebni sta 2 junior suiti, ki imata na balkonu svojo zasebno savno s pogledom na grad in mestno jedro. V kletnih prostorih so še fitness, masažni prostor, prostori za fizioterapevtsko podporo in zdravstveno dejavnost. Glede vsebine, a ste se usmerili predvsem v kolesarje, da se bodo ti pri vas najboljš počutili? Ja, ideje so padale od samega štarta, preden smo začeli nekako fizično prenavljati ta hotel, da bi šli čisto v kolesarsko smer. Ena izmed idej je bila celo, da bi imeli vsako nadstropje za svojo 3-tedensko dirko, se pravi eno v barvah Tura, rumeno, naslednjo rozna v barvah Gira, potem rdečo v barvah Vuelte. Ampak ja, na koncu sam jaz sem bil bolj ta kolesar, ki je malo tišel v to smer, ostali niso bili toliko za to in danes sem v bistvu hvaležen, da ni preveč barv v tem hotelu, s tem, da smo pa v hotelu ohraniti, da je rdeča nit čez mer, tudi da smo kolesarji tukaj not. Po hodnikih opazimo različne personalizirane kolesarske dodatke, med njimi čelade vseh slovenskih profesionalnih kolesarjev, tudi Pogačarjevo in Rogličevo. Športnemu duhu pa so dodali še zavezanost k načelom ekologije in trajnosti. Promoviramo zdravje in ta outdoor življenje. Smo se odločili tudi, da se bomo ekološko obnašali, kar se tiče samega čiščenja, recimo. Mi uporabljamo samo ekološka čistila. Zato smo tudi pridobili eko-marjetico, ta certifikat evropski. Za umivanje nimamo nič teh malih gelčkov in šampončkov v teh mini embalažah. Je vse v bistvu v refilih, v podajalnikih. In vsa ta mila in šamponi, ki jih koristite v našem hotelu, so ekološka. Gledamo res na to, da se nekako zdravje tudi po tej strani promovira. Ločuje se odpadke. Tudi vsaka soba ima kantice, ponovadi so samo en prekat, mi imamo 3 prekate, tako da lahko že gostje sami ločujejo in moram reči, da so kar pridni. Pa zelena streha. Zelena streha je pač prišpara nam pri energiji, nas nekako zaščiti in toploto, da zadrži in hladno, ko je to potrebno. Tako da probamo čim bolj, kar se le da, ukomponirati v sam objekt, da se ekološko obnašamo in tudi mi sami. Tomaž, kako je z umestitvijo zelene strehe na tovrstne objekte? A so potrebne kakšne dodatne ojačitve? Kako je s tem? Ekstenzivne zelene strehe so zaradi svoje nizke teže
in manjše skupne debeline slojev lahko zelo dobra popestritev k arhitekturi objekta in kot nadgradnja obstoječim ravnim streham. Umeščamo jih praktično na vse vrste ravnih streh z nakloni nekje do 7 stopinj, možno pa jih je tudi aplicirati na strmejše poševne dele streh do naklonov 30 stopinj. Posebnost našega sistema zelene strehe je v lažjem rastnem substratu iz mineralnih vlaken, kar pomeni, da ne potrebujejo dodatnih plasti zemlje, s tem so lažje in zelo primerne za renovacijo obstoječih objektov. Seveda je potrebno predhodno poskrbeti za ustrezno vodotesnost same strehe in za zadostno toplotno izolacijo. Kakšni pa so zdaj kaj trendi glede zelenih streh? Se jih veliko umešča na objekte? Trendi umeščanja zelenih streh so v zadnjih letih močno v porastu. Te zadeve so vedno bolj aktualne, ne nazadnje nam to tudi narekuje sama zakonodaja na ravni Evropske unije. Kot primer lahko navedem recimo nekatere občine v Sloveniji imajo sprejete OPPN-je, odloke, uredbe, kjer je potrebno vse večje ravne strehe zazeleniti. Sicer na nivoju države neke regulative, ki bi to urejale, še ni, se je pa pričakovati vedno bolj, da se bo to tudi v kratkem času pri nas zelo spremenilo. Zelena streha je sestavljena iz 4 plasti v skupni debelini do 10 cm. Prva plast je vegetacijski zeleni tepih iz različnih vrst sedumov, ki ne potrebujejo nege, niti jih ni treba kositi. Sledi plast rastnega substrata iz mineralno obdelanih vlaken, ki so hkrati hrana za rastline in zadrževalnik vode. Zadržijo tudi do 30 litrov vode na kvadratni meter. Plast drenažnega sloja, ki ima lahko vgrajen dodatni vodni zadrževalnik, in na koncu še geotekstil. Takšna zelena streha zagotavlja biodiverziteto, življenjski prostor za žuželke opraševalce in prinaša še druge ugodnosti. Zelena streha ne samo, da vizualno polepša sam izgled objekta, ima veliko prednosti tako za samo stavbo, kot tudi za okolje. Za stavbo največjo prednost je v manjšem pregrevanju strešne konstrukcije v poletnem režimu in s tem seveda nižja potrebna raba energije za samo hlajenje objekta. Iz okoljskega vidika pa zelene strehe čistijo sam zrak v mestih, zmanjšujejo emisije CO2 in pa velik vpliv imajo tudi na zadrževanje meteorne vode, se pravi, zadržujejo vodo na sami strehi in s tem manj obremenjujejo samo kanalizacijsko infrastrukturo. Hotelsko stavbo poleg zelene strehe pred zunanjimi vplivi varuje še fasadni ovoj iz negorljive mineralne kamene volne, v notranjosti pa so za izboljšanje prostorske akustike uporabili posebne izolacijske plošče. Velika težava v objektih, prostorih, kjer se lahko zadržuje večje število uporabnikov, je hrup oziroma slaba akustika. No, tu v hotelu Lonca se je investitor te problematike še kako dobro zavedal in smo skupaj našli zelo enostavno, elegantno in vrhunsko akustično rešitev z izolacijskimi ploščami, ki ne samo, da izboljšajo kakovost zvoka v prostoru, so tudi požarno varne. In zdaj, Luka, če ima vsaka ta velika kolesarska dirka barvo svoje majice, kaj bi rekli, katero majico oziroma majico, kakšne barve ste oblekli zdaj s tem podvigom? Jaz, kakšna sem Tako, obleka? Nobene delovne hlače na začetku. Ampak za danes rekelc. Normalno sem pa še zmeraj najraje v dresu in kadar sem v Sloveniji, kadar mi čas to dopušča in če zvem, da so kolesarske grupe v hotelu, jih z veseljem pridem obiskat. Pa jim date malo fore, če greste z njimi kolesart. Mislim, jih ne pustite zadnji. Ne, v bistvu vedno pogovoren tempo. Veliko jih tudi zanima. Jaz zelo rad delim svoje znanje kolesarsko in veliko manj teh prigodb, ki sem mi nabral od leta 2013, odkar sem v tujini. In vsi hočejo slišati različne zgodbice, kako se dogaja na dirki, kot je Tour de France, kako sploh potujemo. Vsak dan zamenjamo hotel 3 tedne. Tako da te majhne detajli, ki jih mediji ne povejo, jih tukaj ljudje lahko slišijo. Samo ob tole sliko bi se še obregnil. Tole je Luka slikan v tej sobi, ne? Ali pa prav v tej sobi, v tem prvotnem stanju. Tako je, tako izgledalo, preden je ratalo vse to. Nekaj ste pa naredili. Nekaj pa smo, ne? Je rahla sprememba, Ta objekt je bil res razpadajoč, in bila ena črna pika tukaj v Škofji Loki. Tako da je bil tudi pozitivno sprejet, mislim, da je kar ratalo.